Oče slovenske države, dr. Jože Pučnik, nas je s svojim življenjskim in političnim zgledom učil, da država ni in ne sme biti samozadostna, ter da ni in ne sme biti orodje vladajoče elite, ampak je temelj države posameznik, v službi katerega mora država biti. Ta zgled v Slovenski demokratski stranki zasledujemo ves čas, ko smo v opoziciji ali ko vodimo državo. Ko delamo za Slovenijo, delamo za vsakega posameznika. Zato, ker politika za nas ni ekskluzivna pravica samo enega, ki je lahko na oblasti. Zato, ker politika za nas ni samo boj za oblast. Zato, ker politika za nas ni preprečevanje prihoda na oblast tekmecem za vsako ceno. Zato, ker politika za nas ni priložnost za revanšizem in odstranitev ali kaznovanje vseh drugače mislečih. Zato, ker politika za nas ni enomandatni projekt ali naključni izlet v neznano. Zato, ker politika za nas ni plačevanje računov botrom, ki so zaslužni za to, da nekateri pridejo na oblast. Zato, ker politika za nas ni ohranjanje privilegijev starih elit. In tudi zato, ker politika za nas ni utojenost od vsakdanjih težav ljudi in uživanje v udobnih vladajočih sedežih. Politika je za nas, kot nas je učil dr. Jože Pučnik, odgovorno in resno delo. Skrb za dobrobit vseh naših državljanov Slovenije. Neprestani trud za boljšo prihodnost Slovenije. Ter pošten boj različnih pogledov in programov demokratičnih sil v Sloveniji. Zato smo v slovenskem političnem prostoru že 37 let. Slovenska demokratska stranka je stranka s trdnimi koreninami iz preteklosti in perspektivnimi vejami za prihodnost. Smo suverena stranka, v kateri člani in zgolj člani odločamo o prihodnosti naše stranke in svojih voditeljev. Potem, ko predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob ni uspel zbrati dovoljšne podpore, da bi sestavil koalicijo in sporočil, da odhaja v opozicijo, smo slovenski demokrati tehtali, kaj storiti. Storiti tisto, kar bo najbolje za Slovenijo in naše državljane. Nismo se bali nobenih izmed možnosti, ki so bile na mizi. Mimogrede, še vedno se je ne, tudi kakšnega državnega udara ne. Torej, po debaklu Roberta Goloba smo v Slovenski demokratski stranki po tehtnem premisleku našemu predsedniku zalupali odgovorno nalogo, da preveri, ali obstaja politična volja in dovolj velik interes, da se različne demokratične sile združijo na podlagi temeljnih izhodišč za uspešno in razvojno Slovenijo. In s svojimi političnimi izkušnjami, modrostjo in preudarnostjo je dosegel dogovor. Zato danes skupaj s poslanci parlamentarnih strank Nova Slovenija, SLS, Fokus, stranke Marka Lotriča, Demokrati Anžeta Logarja in Resnice Janeza Janšo predlagamo za predsednika 16. vlade Republike Slovenije. Janez Janša, nekdanji minister, večkratni predsednik vlade, predsednik Evropskega sveta oziroma Sveta Evropske unije, pa tudi oče, mož, brat, ter predsednik Slovenske demokratske stranke. Človek z izjemno politično zgodovino, ki pri svojem delovanju vse skozi na prvo mesto postavlja Slovenijo in njene ljudi. Pred dnevi me je znanka v pogovoru spomnila na znani latinski pregovor prek trnja do zvezd. Čudovit opomnik, da je pot do uspeha ali visokih ciljev tlakovana s trdim delom in premagovanjem ovir. In prav vsakič je bila takšna tudi pot, ko je Slovenska demokratska stranka vodila Slovenijo. Janez Janša pa je bil predsednik vlade. A se nikoli nismo ustrašili in se nikoli nismo predali. Tudi takrat, ko je bilo res težko. Prav tako pa smo vsakič ponudili roko sodelovanja vsakomur, ki je želel delati dobro za Slovenijo. Takole je naš predsednik dejal marca 2020, preden je z delom začela tretja vlada, ki jo je vodil. Naša vrata za sodelovanje v skupno dobro ostaja odprta tudi za vse ostale. Mi nikogar ne izključujemo, ne obljubljamo čudežev, zagotavljamo pa delo in napore za skupno dobro. Imamo eno samo državo, edinstveno na svetu, po svojih naravnih lepotah tudi po trdoživosti njenega življa. Zato naj bo naša Slovenija naš skupni dom in domovina za vse.
Prav vsaka izmed teh besed je povsem primerna in na mestu tudi danes. To smo mi. Nikoli nismo in ne bomo izključevali, vedno pa smo in bomo trdo delali. Dragi predsednik, s ponosom in z odgovornostjo smo se ponovno podpisali pod vašo kandidaturo za predsednika 16. vlade Republike Slovenije. Vemo, da Slovenijo nosite v srcu in da ste tudi danes, tako kot pred 37 leti ali vseh teh 37 let njene samostojnosti zanjo še vedno z enako vnemo pripravljene boriti. Zlasti pa zanjo ter za vse naše ljudi pripravljene trdo delati. Poslanci Slovenske demokratske stranke smo z vami in v nas imate trdno oporo. Srečno predsednik, srečno nova vlada in srečno Slovenija.